Zato je internet fajn, ne? Ker je interaktiven, ker imamo radi komentarje. In tisto, kar imamo najraje, s tem imamo zmeri največ problemov. Ljudje nimamo problemov s tistim, kar imamo radi. Če komentarjev ne bi imeli radi, bi jih enostavno pokinili, in jih ne bi bilo in z njimi ne bi imeli težav. Tako pa v komentarjih na tekst ljudje secerajo zmeri vse, kar ste napisali. In na vas je zdaj odločitev, ali boste to ignorirali, boste brisali, boste šli v polemiko s temi komentarji. Ampak je pa to en feedback, nekaj dobiš, ki ga smiselno upoštevati dosti. Včasih so kakšni, ki so res kar neki, kar je itak normalno, če imate vloge, pol vete, kako to zgleda. Se malo pofočkajo, ampak so pa tudi kakšni, ki so zelo konstruktivni, ki jih je treba upoštevati, ki se treba malo sesti, razmisliti, ker verjetno so hoteli kaj povedati s tem. In to je v bistvu ena taka mala analiza svojih gledalcev, da se da delati. Prav samo analiza, ne, po moje, ne, to je zelo bistveno, ne. Naša navest je bila za zavestno odločitev, da teh komentarjev ne bomo brisali, če niso ekstremno žaljivi na neki osebni ravni ali pa na ravni, pozivanja k nestrpnosti do manj kot 10 v enem letu. Druga zavestna odločitev je bila, da na tiste stvari, ki se nam zdijo res pomembne za uredniško politiko medija, ne, tukaj vsak medij to določa zase, da na tiste odgovarjamo, da jih ne brišemo, pa da z njimi polemiziramo. Odvisno kdo, ni nujno, da je to vedno naredi urednik, to lahko naredi, ne vem, nekdo, ki ima kaj zapovedati na to temo, avtor, urednik, ni bistveno. Važno pa je, da se prej mogoče zmenimo, kaj bi, ampak to je hitro, to gre mimo. Reakcija pač. In izkušnja je v bistvu, naša izkušnja bila zelo pozitivna, kar se tega tiče. Praviloma so se nestrpnosti in idiotizmi, ne, ki se pogosto pojavljajo v komentarjih, potem po reakciji ustavili. Enostavno, jaz sem si najbolj zapomnil en primer, ki je bil nek človek, ne vem že natančno, zakaj je šlo, nek človek je bil blazno besen na nas, ker smo ne vem kaj narobe naredili, na kar mu je Denis odgovoril in mu je vse pojasnil, kako so stvari tekle, ne. In ko je, ne vem, nek naslednji komentator, ne, nekaj napisal spet, mu je ta isti človek odgovoril in rekel, ne neha težiti, da valjda, da ne razume, da. Skratka, v bistvu so se stvari malo racionalizirali. Da se ljudje začnejo slišati, kar je običajno zelo fajn stvar. In doskrat sploh ne rabiš kaj se oglasiti, pa kaj reči, tako se poluna publika, ki ponovadi komentira, naredijo, ne vem, tako, da se eni trije izpostavijo nek problem in potem se drugih 10 oglasi in sami rešujejo vse, sploh ne rabimo mi nič razlagati, ker ni tako nekaj nas spremljajo redno, vejo zvečer nekeč in unim, ki pač ne vejo, to pojasnimo, v bistvu se mi sploh ne rabimo dotikavati in teče ena taka komunikacija, kar je tudi zelo pomemben del tega internetnega medija v končni fazi.